17-letnik, danes je v 3. letniku srednje šole, je bil izjemen učenec, prejemnik številnih zlatih in srebrnih priznanj. A ko je v vpisu v srednjo šolo pred 2 letoma oddal vlogo za Zoisovo štipendijo, je sledilo negativno presenečenje. Bil je prejemnik največjega števila najrazličnejših priznanj na osnovni šoli, večkrat pohvaljen odličnjak, a njegovo vlogo za Zoisovo štipendijo je štipendijski sklad kljub temu zavrnil, pripoveduje 17-letnikov oče. Ker so bili čisto vsi trije izjemni dosežki zavrnjeni iz razloga, da ne izpolnjujejo pogoja glede sofinanciranja teh tekmovanj iz javnih sredstev. Zato so se odločili za tožbo. Njihov argument, pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij, na katerega se sklicuje štipendijski sklad, oži pogoje za pridobitev štipendije, sicer opredeljene v zakonu o štipendiranju. Zakon govori samo o sofinanciranju iz javnih sredstev, kar po našem mnenju izhaja že iz zakonodaje, zlasti iz zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Argumentu, da so tekmovanja, ki jih že 15 leto organizira Zavod Matema in se jih je doslej udeležilo že več kot 32.000 tekmovalcev, sofinancirana iz javnih sredstev, je v 2 podobnih primerih pritrdilo tudi Višje delovno in socialno sodišče.